To je bil zakon, ki je ohranil domove tistim, ki so imeli odločbe o tem, da so te domovi trajno njihovi. So mi rekli v banki, a bi vi poplačali prejšnji kredit, če vam damo tega novega. Tam sem rekel, bom poplačal kredit, ki je imel 28% obrestno mero. In potem sem jaz svoj trosobno stanovanje odplačal takrat z enomesečno plačo. Ker sprememba režimov dela težave tudi tistemu, ki je v novem režimu v oblasti. Zato, ker ta neoliberalizem, ki je bil prisoten seveda že za časa Zbirkovega zakona, je vedno znova ven točke. Veste, kaj so ljudje pa delali pred mojim zakonom? Povejte. Stanovanjske pravice so si prodajali. Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Pred nami je res ena taka super epizoda, kjer govorimo, nekako bujamo spomine na leto 91, čas osamosvojitve, praznujemo 35 let od osamosvojitve, leta 91 pa se je rodil tudi stanovanjski zakon, večina ga pozna pod imenom Jazbinškov zakon. Pogovarjali smo se z avtorjem tega zakona, Miha Jazbinšek, ki nam je v bistvu predstavil, kaj je bila poanta tega zakona, kakšna je bila motivacija, kakšna je bila cena, po kakšnih cenah so pravzaprav lahko odkupovali stanovanja, kdo je lahko odkupoval ta stanovanja in vse te podrobnosti, tudi kako v bistvu danes gleda na to konec koncev svojo zapuščino. Tako, mogoče objavljam to epizodo, nekako odlašam objavo te epizode že kar nekaj časa. Z gospodom Jazbinška sva se slišala večkrat, po več ur sva se pogovarjala, res mi je podrobnosti razložil številne detajle iz tistega časa. Marsikdo, jaz sem takrat stara 11-12 let, in marsikaj se ne spomnim toliko podrobnosti. Spomnim se recimo, da so moji starši imeli možnost odkupa stanovanja po Jazbinškovem zakonu, odkupila sta potem 54 kvadratnih metrov na Jesenicah. Spomnim se, da sta vzela kredit, 10-letni kredit. Ne spomnim se vseh detajlov točno tega kredita, ampak oče in mama sta mi zdaj pred kratkim pojasnila, da v bistvu sta imela možnost predčasno odplačati kredit, ravno zaradi tega, ker je bila toliko povišana inflacija in je bilo pač to možno. O tem govori tudi gospod Jazbinšek, ki sem ga tudi vprašala, če je po Jazbinškovem zakonu kupil stanovanje in kako ga je pravzaprav kupil, in tukaj pač tudi zelo dober odgovor. Se mi zdi, da bo marsikomu tudi razjasnil določene stvari. Bi pa rada v bistvu predvsem, da razumemo kontekst tistega časa. Veliko emocij, vsakeč, ko se omeni Jazbinškov zakon, privrejo na dan številne emocije, ljudje odreagirajo res različno, in veliko je nekih tudi neprimernih komentarjev na družbenih omrežjih, ko je govor o Jazbinškovem zakonu. Vedno se oblikuje tam približno dva tabora, nekdo, ki je približno vedel, kaj se je takrat dogajalo v tistem režimu, in nekdo, ki v bistvu zdaj mogoče spoznava ta svet ali pa mogoče želi kupiti stanovanje in si reče, kako ni fair, da takrat so pa lahko kupili po ful ugodni ceni stanovanje, medtem ko danes pa pač ne pridemo do tega stanovanja, ker res cene so podivjale. Pomembno je, da razumemo kontekst tistega časa, kaj se je dogajalo, ker dejansko takrat, v bistvu pred osamosvojitvijo, Slovenci, ljudje niso mogli biti lastniki svojih domov. Nekateri tudi gledajo na Jazbinškov zakon kot na največji prenos premoženja v samostojni Sloveniji in morda tudi začetek današnje stanovanjske krize. Ampak ja, pred osamosvojitvijo smo živeli v nekem drugem režimu, in potem, ko smo se osamosvojili, smo prišli v tržno gospodarstvo. V tistem drugem režimu ni bilo možno dobiti bančnega kredita, oziroma so bile zelo specifična za zelo specifično skupino. Tudi gospod Jazbinšek omenja, da besede podjetja sploh niso poznali, da je mogel tudi ta termin nekako upeljati v parlament. Skratka, veliko takih zanimivih stvari se je dogajalo, ki mogoče marsikomu v današnjih časih, ki odrašča, mogoče si sploh ne predstavlja, kako je bilo takrat to. Predlagam, da se pogovorite z babica, dedka vprašate, stare starše, tete, strice, mame, očete, kako je bilo živeti v tistem obdobju. Velik del stanovanj pravzaprav ni bilo, kot rečeno, v lasti ljudi, ampak so bila v družbeni lasti.
Stanovanja so gradila podjetja, občine, skladi, države in ljudje niso bili lastniki teh stanovanj, imeli pa so tako imenovano stanovanjsko pravico, ki je bila pravzaprav trajna pravica do uporabe stanovanja. Stanovanje ni bilo razumljeno kot, investicija, ampak del nekega socialnega sistema, bom tako rekla. Zdaj, potem, ko je prišlo leto 1991, osamosvojitev Slovenije, prišli smo iz socializma v tržno gospodarstvo in eden ključnih zakonov tega obdobja je bil tudi stanovanjski zakon iz leta 1991, večina ga pozna kot Jazbinškov zakon. Najemnikom družbenih stanovanj je bil seveda po Jazbinškovem zakonu omogočen odkup stanovanj po posebnih pogojih. Po podatkih stanovanjskega sklada je bilo na tej podlagi sklenjenih več kot 160 tisoč kupoprodajnih pogodb. In Slovenija je v nekaj letih postala ena od držav z najvišjim deležem lastniških stanovanj v Evropi in ta status imamo pravzaprav do današnjih dni. Toda tukaj je pomembno tudi razumeti kontekst tistega časa. Začetek 90-ih let ni bil le čas privatizacije, ampak je bil tudi čas izjemno visoke inflacije, hiperinflacije. Ravno pred kratkim je Statistični urad objavil tudi inflacijo in leta 1991 je bila inflacija v Sloveniji presegla 240% na leto. 240%, medtem ko danes govorimo, tudi cilj Centralne Evropske banke je 2% inflacija. In na dolgi rok, če gledamo daljše časovno obdobje, je 2% inflacija. Miha Jazbinšek pravzaprav v pogovoru opisuje tudi svojo lastno izkušnjo svojega tasta, svoje mame. Skratka, recimo zanimiva stvar, ki mogoče je malo spoiler, mogoče malo ne bi smela o tem govoriti, ampak zdi se mi pomembno, da razumete, pač ni bilo tako enostavno priti do stanovanja, čeprav mogoče danes gledamo s čisto drugimi očmi in si rečemo, ja, seveda, takrat so bila stanovanja ful pocene, ampak je treba upoštevati inflacijo, pa tudi to, da ljudje niso imeli prihrankov. Recimo Miha Jazbinšek opisuje, da je vzel bančni kredit za 28% realno obrestno mero. 28% realno obrestno mero. In seveda sem bila šokirana, kaj, wow, to je ogromno, ne. Toda takrat je bila pa inflacija tudi kar precej visoka in zaradi hitrega razvrednotanja denarja se realna vrednost dolga hitro zmanjševala, medtem ko so nominalni prihodki pravzaprav rasli. In zato danes številni kupci stanovanj po Jazbinškovem zakonu pravijo, da jim je inflacija odkupila stanovanje. Tudi moji starši so v bistvu povedali, da v bistvu je inflacija tista, ki je bila tako povišana, da so v bistvu imeli možnost predčasnega odplačila 10-letnega stanovanjskega kredita. Zdaj, mogoče se ne spomnite vseh detajlov iz tistega obdobja, zagotovo se pa spomnite to, da sta dobila možnost oziroma pravico odkupiti stanovanje, družbeno stanovanje in to pravico ste seveda tudi izkoristila. Tako da, ja, to seveda moramo vedeti, čeprav so bila stanovanja družbena, niso bila brezplačna, in številni so zato, da so jih lahko odkupili, mogli najeti kredit. Moji starši, tudi mama od gospoda Jazbinška, je morala vzeti kredit, tudi tast je vzel kredit, skratka, številni so vzeli kredit in ga odplačevali več let. In težko je v bistvu primerjati takratnih kupnin z današnjimi cenami stanovanj, ker je treba seveda upoštevati tudi kontekst tistega časa, v katerih so pravzaprav ljudje živeli in sprejemali konec koncev tudi odločitve. Prav zato se pogosto danes krešejo mnenja o tem, ali je v bistvu Jazbinškov zakon ustvaril generacijo privilegiranih lastnikov stanovanj, ali je zgolj zaščitil ljudi, ki so v teh stanovanjih že desetletja živeli. Sam Jazbinšek na to odgovarja dosti neposredno. Namen zakona po njegovih besedah ni bil ustvariti nepremičninski trg ali pa bogatstva, temveč ohraniti domove ljudem. Na nek način ga stanovanjski trg ni zanimal, malce se tukaj tudi razhudil, če lahko rečem, gospod Jazbinšek. Zanimalo ga je predvsem vprašanje, kaj se bo zgodilo z ljudmi, ki so imeli stanovanjsko pravico in so v teh stanovanjih živeli vse življenje. Zdaj, pogovarjali sem se pred leti tudi z psihologom Aleksandrom Zadelom, ki je opozoril takrat, da je prav Jazbinškov zakon močno zaznamoval način, kako Slovenci danes razmišljamo o stanovanjih. In kratek klip sem objavila pred časom, že dolg časa nazaj, na družbenih omrežjih in še danes dobivam v bistvu obvestila
da bi objavila nek komentar na ta klip. Ne. Komentarjev je ogromno in so zelo različni. In tudi se mi zdi, da tudi mogoče malce neprimerni. Zdi se mi, da vseeno je treba držati nek nivo, ko v bistvu komentiramo na družbenih omrežjih. No. Kakorkoli, tudi gospod Zadel v bistvu je omenil, da prihaja iz družine, ki je živela v družbenem stanovanju, njegovi starši so po sprejetju tega zakona imeli možnost odkupiti stanovanje po ugodnejši ceni, a ne mogoče marsikdo misli po preveč nizki ceni, če gledamo z današnjimi očmi. Poslušajmo posnetek, ta kratek klip od gospoda Zadela. Če bi vi pogledali lastništvo stanovanj in nepremičnin pred Jazbinškovim zakonom, bi ugotovili, da se ne razlikujemo od nobene posebne države na svetu. Ne? Torej, jaz sem otrok staršev, ki so živeli kot najemniki celo življenje do Jazbinškovega zakona v stanovanju v bloku, ki je bilo last podjetja, kjer je delal moj oče. Pač, to je bila klasika. Jazbinškov zakon je seveda spremenil stvari na glavo in je dal tudi mojim staršem možnost, da so odkupili to stanovanje za takrat zelo razumen denar. Nikoli več nobena nepremičnina v Sloveniji ne bo stala toliko, kot je stalo teh, mislim, da 60-70 kvadratov veliko stanovanje, ki ste ga moja starša potem takrat odkupila. In to lastništvo je drugačno lastništvo kot to, kar zdaj. Takrat, pred Jazbinškovim zakonom, je bilo enako težko kupiti stanovanje kot danes. Ker nisi kar povlekel iz žepa, pa malo nekaj, kar pa je bilo težko. Takrat se je zgodila ta anomalija in potem je to ta razvada, ne, jaz rečem, to je razvada, ne, nekaj, kar mi mislimo, da nam pripada, v življenju nič ne pripada. Se je treba izboriti, zaslužiti, ne vem, oddelati, karkoli že. Je politika seveda to mantro prevzela, izgleda to zelo všečno očitno za ljudske množice, ne, da je treba zagotoviti stanovanja, delati stanovanja in tako naprej. Nima nič proti temu. Jaz mislim, da rad živim v družbi, kjer v bistvu država omogoča lažji dostop do infrastrukture. Samo ni pa to nekaj, kar mi pripada. Slišali smo gospoda Zadela in sicer še vedno se mi zdi, da nekako je glavna poanta bila, da je ta zgodovinski trenutek ustvaril mogoče prepričanje, da je lastniško stanovanje nekaj samoumevnega. Pred letom 1991 številne družine niso bili lastniki stanovanj in v tem ni bilo nič nenavadnega, če lahko temu tako rečem. Ne? Čeprav gospod Jazbinšek tudi v epizodi pove, da Bog ne daj, da bi najemniško stanovanje postal nek standard, nek normativ, ne? Da je dobro biti lastnik stanovanja. Ne? To pove tudi v epizodi. Danes v bistvu je nekako lastniško stanovanje pogosto razumljeno kot skoraj osnovna pravica posameznika. Zato Zadel na nek način opozarja, da je bil Jazbinškov zakon zgodovinska izjema, nekaj, kar se je zgodilo enkrat v zelo specifičnih okoliščinah tranzicije iz socializma v tržno gospodarstvo in po njegovem mnenju se je prav zaradi tega med ljudmi utrdilo prepričanje, da mora država vsakomur omogočiti dostop do lastniškega stanovanja. Zdaj, gospod Jazbinšek pa v bistvu pravi, da ni poanta vprašanje, ali so bila stanovanja prodana preveč poceni. Gospod Jazbinšek tukaj pravi, da se ukvarjamo z napačnim vprašanjem. Po njegovem mnenju je bistvo zakona, ni bilo bistvo zakona o privatizaciji stanovanj, ampak v konceptu neprofitnosti. Zdaj, v pogovoru večkrat poudari, da smo po osamosvojitvi pozabili na to temeljno idejo, da javna sredstva za stanovanjsko gradnjo ne bi smela služiti ustvarjanju dobičkov, temveč reševanju stanovanjskega vprašanja. Še več, prepričan je, da bi bilo mogoče to osnovno idejo Jazbinškovega zakona ponoviti tudi danes. No, če država gradi z javnim denarjem neprofitna stanovanja, bi po njegovem mnenju morali ljudje imeti možnost oziroma pravico, da jih po določenem obdobju odkupijo pod pogoji, ki ohranjajo vrednost javnega vložka in hkrati omogočajo dostop do lastništva. Zdaj pa gospod Jazbinšek pravi, citiram, problem Jazbinškovega zakona danes ni v tem, kaj se je zgodilo leta 1991, problem je vprašanje, ali se ga da ponoviti, ali se da Jazbinškov zakon ponoviti. Mogoče je to en tak malo bolj provokativen del njegovega razmišljanja, medtem ko številni ekonomisti namreč govorijo o tem, da imamo premajhno ponudbo, preveliko povpraševanje
Jazbinšek pa vztraja, da je na nek način največja napaka Slovenije ta, da je po privatizaciji opustila gradnjo neprofitnih stanovanj in prepustila reševanje stanovanjskega vprašanja izključno pravzaprav trgu. Zdaj, tukaj se postavi zelo zanimivo vprašanje. Je bil Jazbinškov zakon enkratna zgodovinska anomalija, ki je ustvarila generacijo lastnikov stanovanj, ali smo v resnici pozabili na njegovo osrednjo idejo, da lahko neprofitna stanovanjska politika ljudem omogoča dostop do doma tudi brez špekulacij in visokih dobičkov? Vprašanje torej ni, ali je Jazbinškov zakon dober ali je bil slab. Vprašanje je, kaj se iz njega lahko naučimo 35 let pozneje. Ali bi lahko država ponovno ustvarila generacijo lastnikov stanovanj, ali pa živimo v času, ko je stanovanje postalo dostopno le tistim, ki imajo kapital. O tem sva se pogovarjala z gospodom Jazbinškom, človekom, katerega zakon še danes sproža burne razprave o pravičnosti, lastništvu in dostopnosti stanovanj v Sloveniji. Kot rečeno, smo naredili transkripcijo pogovora, tako da na YouTubu boste lahko brali pogovor, medtem ko boste gledali video, hkrati smo pa tudi odložili transkripcijo znotraj podcast platform, naredili pa tudi krajši povzetek na spletni strani money-how.si. Vabljeni, da si pogledate, seveda vabljeni tudi, da nam pošljete vaš komentar, vaše sporočilo na marja@money-how.si. Prijetno poslušanje. Ne, ljudje danes gledajo na to malo drugače, ne. Se pravi, da so ljudje lahko poceni stanovanja kupili ravno zaradi Jazbinškovega zakona. Zakaj je bil ta zakon pravzaprav sploh sprejet? To je bil zakon, ki je ohranil domove tistim, ki so imeli odločbe o tem, da so te domovi trajno njihovi. Koliko pa je bilo teh Slovencev, ki so lahko po Jazbinškovem zakonu kupili stanovanje? Teh, ki so lahko to kupili, takrat je bilo razmerje med lastnim stanovanjem in med tem, da sem imel stanovanje v bloku, je bilo pol-pol. V bloku je bilo to približno tudi pol-pol tistih, ki so imeli odločbo in tistih, ki so že bili takšni lastniki v blokih. Tako da v bistvu je bilo z Jazbinškovim zakonom približno 30% slovenskih domov odkupljenih. Našla sem en podatek, da je bilo okrog 160 tisoč pogodb, pa večina je bila v letih od 1992 do 1994. A se mogoče spomnite, kakšna je bila povprečna odkupna cena stanovanja? Poglejte, takrat je bila tudi denacionalizacija. In tam je bila ena točka, ki je imela neko vrednost. Jaz sem takrat odločil, da je v stanovanjskem zakonu enaka vrednost točke. Vse ostalo so laži. In tista je bila točka, ki je pomenila, koliko ste vi dobili. Če ste hoteli imeti varjeno ne v naturalijah, ampak v denarju. In ta točka je bila za odkup, ker je država dala denacionalizaciji. V stanovanjih smo imeli tako srečo, da so bila vsa stanovanja točkovana, kar pomeni, da nismo rabili nobenih cenitev. Na stanovanjskem področju se to ni mogli tako delati, oziroma vrednostna točka, ki jo je plačevala država, se je tukaj poistovetila z točko, ki jo je moral plačati tisti, ki je ohranil svoj dom s tem. Jaz sem povedal, da so nekateri imeli kredite, da so lahko odplačali. Kljub temu ta cena ni bila tako majhna. Nekateri se zato, da so morali odplačati to svojo kupnino, vzeli kredit. Cena ne more biti tako visoka, da ima svoj smisel. Če bi bila cena prenizka, ne bi imela svojega smisla. Vi ste tudi kupili po Jazbinškovem zakonu stanovanje. Meni kot klasičnemu etažnemu lastniku je bila stanovanje inflacija. Da vam dam podatek, koliko je skupaj stanovanje. Če ti dal noter marke v banko, si dobil
tolarje, ne? Če si te tolarje spremenil v marke, na sivem trgu, ne? In si v banki dobil nove tolarje. In ne vem, če vi veste, kaj je to veliki R. Kar pojasnite. Veliki R je bila od Svetovne banke ali pa od Evropske banke določena ena vsota, ki je bila konstantna. Jaz sem v banki dobil tako zvano kredit z realno obrestno mero, se temu rekli. In ta realna obrestna mera, po kateri sem jaz kupil svoje stanovanje, ta zadnji kredit, ki sem ga dobil v banki, je bil 28%. Veste, kaj to pomeni, dobiti kredit na 28% obresti, ne? To je ogromno. Ne, več ogromno ni, ker sem potem hotel kupiti eno stanovanje, ne eno parcelo, tam v Trezinu je bilo to moderno, takrat so mi rekli v banki, a bi vi poplačali prejšnji kredit, če vam damo tega novega. Tam sem rekel, bom poplačal kredit, ki je imel 28% obrestno mero. In potem sem jaz svoj trosobno stanovanje odplačal takrat z enomesečno plačo. To, ki je bila inflacija tista, ki je tistim, ki govorilo, da so sami drago kupovali stanovanje. Tisti, ki so že bili v blokih, je takšni lastniki, so navadni lažnivci. Jaz osebno sem poplačal trosobno stanovanje, vse kredite za trosobno stanovanje, enomesečno plačo. Takrat je bila taka inflacija, recimo primer mojega tasta. Moj tast je plačal obroke za kredit, ki ga je imel iz leta 72. Tastu sem rekel, Bucko, zakaj pa plačuješ kredite, kjer je znamka več vredna kot obrok? Veste, kaj je rekel moj Bucko, dolgoletni direktor? Je rekel, zakaj pa bi poplačal ta kredit, če mi ni treba? Gospod Jazbinšek, a vas lahko sem še nekaj vprašam vezano na današnje čase, a ne? Ker marsikdo pravi, da zaradi odkupa po simboličnih cenah, da so pravzaprav generacije rojene pred letom 65 dobile ključno premoženjsko prednost, a ne? Zdaj tukaj vidimo, da so kar precej velike razlike v imetništvu stanovanj. Recimo v letnik 55 plus ima v večino stanovanj v lasti, medtem ko med mlajšimi od 35 let je pa lastnikov stanovanj manj kot 15%. A so res dobile ključno premoženjsko prednost? Jim je ta zakon koristil, da so lahko prišli do tega stanovanja? Jaz sem rekel, točka je bila toliko, kot pri denacionalizaciji. Kakor je država vrednota točko, kadar je ona morala plačati, je stanovanjski zakon vrednotil točko enako, ker je moral ta, ki je skrbel za svoj dom, plačati. Zdaj vi sploh ne morete dojeti ene osnovne stvari, da so ljudje imeli trajno odločbo in neprofitno najemnino, ki ni omogočalo izgrajenje tega doma, in gledate vse skupaj iz ekonomskega stališča, kdo je prehiter dovolj, ne? Rekli bi se, mladi danes ne vejo, a bi lahko oni tudi odkupili. In jaz sem povem, kje je rešitev. Čisto, kar bo zgrajeno iz javnih sredstev, pri temu denarju manjka eno dopolnilo, ki se reče non-profit. Če vi javni denar namenite za nova stanovanja, potem bi morali imeti možnost ta javni denar porabiti za podoben odkup, kot je bil takrat. Zdaj, vi imate v odnosu do tega denarja imate dva pristopa, ne? En pristop je iz naslova tistega, ki mora ohraniti svoj dom. Drug pristop je pa
sistemski, ki se mu reče. Mi bi radi še naprej stanovanja upravljali. To pomeni, da bi radi še naprej imeli samoupravno interesno skupnost, ki je imela za javne stanovanja žive sredstva iz Prekmurja od zadnje Kmetice. Mislim, to je bil stanovanjska skupnost, ki je imela tako zvano stanovanjski prispevek, ki se ga je štel kot davek. Prekmurska Kmetica je morala plačati stanovanjski prispevek, tako kot je morala plačati davek. In ta stanovanjski prispevek je šel tja, kjer so združevale ta stanovanja samoupravne interesne skupnosti. Tako da so samoupravne interesne skupnosti imele dva vira, eno je bilo iz amortizacije, eno pa iz prispevkov. In pa drugi pogled, ne? Mi bi radi še naprej vzdrževali, radi bi še naprej upravljali. Kaj ste izgubili? In tudi zakonom upravljanja smo izgubili. To se pravi, sistemsko so nekaj izgubili. Zato, ker zdaj upravljajo svoj blok, ker etažni lastniki. Je treba imeti še enega samoupravne interesne skupnosti, ki ima dohodke tudi iz cele Slovenije, ki se potem uporabljajo samo tam. Gospod Jazbinšek, a vas lahko še eno zadevo vprašam? Jaz sem pred leti raziskovala ta vaš zakon, pa kakšne so bile posledice na stanovanjski trg. In takrat se spomnim, da so se Poglejte, kaj je pride stanovanjski trg? Kaj stanovanjski zakon ni imel namen vzpostaviti stanovanjski trg. Imel je namen ohraniti domove ljudem. Kaj pa vi veste v politiki, kdo pride za vami? Jaz vam povem, kaj mi je eden iz Litostroja rekel. Vaš zakon me je odškodoval. Sem rekel, kako vas je odškodoval? Je rekel, ti stanovanje, ki je bil določen, da bom jaz lahko odkupil, je prišel nov direktor in ga je dodelil svoji tajnici, da ga je ona odkupila po razblikovem zakonu. Ampak ta zakon je imel vpliv na trg in to kar precej velik, in sicer na lastništvo stanovanj in konec koncev tudi na najemni trg, ne. Se pravi, na lastništvo vidimo danes, da imamo največji delež lastniških stanovanj v Evropi, skoraj 90%. Tako da je imel vpliv. Poglejte, edino, kar je pozitivno, je to, da bomo zemljišča kupili, pa bomo začeli graditi, tudi samogradnja bi bila spet nazaj. Ker stanovanja so se gradila, in Bežigrada je narejeno na zadružnem principu, ker stara država je dala zadrugam je dala kredite, če pa posameznik gradi latinsko hišo, pa ni dala kreditov. Namreč stara država je imela posebne določbe. Banke, recimo, tudi če so vam dali za stanovanje kredit v prejšnji državi, ne, vam niso dali za tisto, kar je bil problem. Za komunalno vam niso dali. In tako naprej, vam niso dali nobenih kreditov. Če ste bili pa organizirani v zadrugo, ste dobili pa kredit. To se pravi, da so bile takrat kreditne možnosti zelo zmanjšane, razen če ste imeli neko obliko družbene organizacije. Veste, kaj so ljudje pa delali pred mojim zakonom? Povejte, Stanovanjske pravice so si prodajali. kaj pa to točno pomeni? Pomeni to, tisti bo stanovanjsko pravico na velikem stanovanju, ker se gre pa že toliko strn, da je bilo to ni tako neumno, pa si hotel imeti manjše stanovanje, si tistim, ki je bil manjše stanovanje, pa tisti, ki je imel večje stanovanje, pa bo dal stanovanjsko pravico. Stanovanjska pravica je bila trajna pravica, ne glede na to, kje se užival. Zdaj bom povedal, kako sem jaz prišel iz Varaždina in Ljubljano, kar je vidimo.
Mama je hotela iz Varaždina na vsak način priti v Ljubljano. Tisti, ki je imel stanovanje v Ljubljani in je dal moji mami stanovanjsko pravico, ker se je pa mama odselila iz Varaždina v Ljubljano, je pa v Varaždin zrikala enega iz Beograda. In zdaj je moral pa biti še eden, ki je stanovanjsko pravico menjal, je to stanovanjsko pravico, ta se je pa v Beograd selil. Tako da so krog zaokrožili trije taki, ki jih je mama najdla. Ampak zdaj me pa zanima, vaš zakon, ki ste rekel pred tem zakonom, vi ste pa potem sprejeli Zbinškov zakon, pa me zanima, a so se pol tudi dogajale kakšne zlorabe, recimo, da je nekdo poceni odkupil stanovanje, pa ga potem podraži naprej preprodal. Ja, ne vem, da ni vprašal na mesto vprašanje. Tega zakona je ta, ljudje ne prodajo svojih stanovanj zato, da bi izgubili kupnino, ne. Recimo, dobil si garsonjero, ne. Tudi garsonjero naprej prodal, je pomenil, da si rabil en denar za malo večje stanovanje, ne. Kupnino ste imeli zato, da kupite drugo stanovanje. Razumem. A vas lahko zdaj se še nekaj spomnim oziroma preberem? Pred leti sem namreč pisala pač članek o Zbinškovem zakonu in vam bom samo en stavek prebrala, če lahko, samo za sekundo. Da bi stanovanja bila čim bolj ugodna za odkup, so nekateri ob pripravi zakona menda razmišljali, da bi bilo za povprečno stanovanje treba odšteti toliko kot za Zastovo 101 oziroma Volkswagen Golf. Odločili naj bi se za 101. Kdo je takrat lahko razmislil o tem, kakšna naj bo kupnina? Kdo? Je po moje pripravljalci zakona. Vi ste rekli, da ste imeli neke točke. Pripravljalec zakona sem bil jaz. Je sej. Ampak sej to pa ta druga vaš... Jaz sem zdaj o tej butasti. To jaz vem o tej boksi, to ničena. Aha, okej. A vam lahko preberem, kaj ste vi meni takrat odgovorili, ko sem vas spraševala? Povedali ste, višina kupnin je bila postavljena tako, da bi bil mesečni obrok kupnine na 20 let odplačevanja enak mesečni najemnini stanovanja. Danes bi temu rekli neprofitni leasing. To ste mi takrat povedali. Poslušajte, z mano je delal mladi ekonometrik, Rob. Anton Rob, ja? To smo ga naredili tako, da smo uporabili standarde za vzdrževanje, ki so takrat veljali. Na primer, stopnice se menjajo na vsakih 50 let. Ograja na balkonu se menja vsakih 20 let. Temelji se menjajo vsakih 100 let. To so vzdrževalski standardi, ki so rezultirali v neprofitno najemnino. To pomeni, da si ti skozi najemnino vzdrževal stanovanje, nisi pa pri tem nič profitiral. To pomeni neprofitna najemnina. Zakon se je delal tako, da je lastnik v vlado Petelikovu prinesel teze za zakon. To se pravi, rekli bi se krivda ministra, da je prinesel teze. Potem so pa ostali ministri imeli pripombe na te teze. Očitno so bile pripombe ostalih ministrov vredne malo. Takrat je bila ena od reči ta, da bi kupnine šle, namreč ključno treba vedeti, da povsod imate tudi veliko ljudi, ki imajo ena čudna mišljenja za nazaj. Da bi kupnine dobili pravi skupni porabe. Podjetje po novem nima več skladno skupne porabe, ker drugače bi morali biti to posebna
posebna pravna oseba, v kateri bi bili delničarji vsi zaposleni. Recimo, to so bili časi, ko besedo podjetje. Jaz sem v državni zbor prinesel že gotov zakon. In zato, ker sem odgovoril službi v državnem zboru, zakaj uporabljam besedo podjetje. V našem pravnem redu besede podjetje ni. Sem rekel, seveda ne. V našem pravnem redu je temeljna organizacija združenega dela. To se pravi, da sem jaz moral lomiti in se zastarele terminologijo, ki je vedno nekaj pomenila. Razumem. A vas lahko samo še zadnje vprašanje vprašam, vezano, ker se ljudje med sabo pričkajo, da je nekdo kupil po Jazbinškovem zakonu, da drugi nimajo te možnosti, ampak mislim, da ste zelo lepo že na začetku povedal, da je bilo marsikomu težko kupiti po Jazbinškovem zakonu stanovanje in da je že za 10-odstotni začetni vložek bil za marsikoga previsok. Ampak še nekaj drugega ste mi takrat povedal. Recimo, da v Idriji je 95% družbenih stanovanj bilo odkupljenih, medtem ko na Ptuju 30%. In s tem ste hoteli po moje povedati, da ni bilo tako enostavno tudi takrat po Jazbinšku kupiti stanovanje. Ker takrat je bila mesečna plača 150 evrov. V Idriji so imeli italijanske pensije. So bile tako visoke, da so se lahko takoj kupili. Na Ptuju pa ne vem, zakaj niso imeli tega denarja. Jaz sem takrat, ko sem pripravljala ta članek, izračunala, da je bila povprečna odkupna cena stanovanj po Jazbinškovem zakonu, zdaj to je bilo preračunano v 4800 evrov oziroma 32 povprečnih neto mesečnih plač. Mesečna plača je bila pa takrat 150 evrov, spet preračunano v evre, no takrat pač nismo imeli evrov, ne. Ja, koliko mesečnih plač? 32 povprečnih mesečnih plač. Ker jaz se spomnim mojega očeta, ki je kupoval po Jazbinškovem zakonu, to ni odplačal za eno plačo ali dvema, ampak je kar nekaj časa odplačeval. Kako je vzel kredit? Ja, seveda. Mislim, da bi šel 10-letni kredit. Ja, moja mama je morala vzeti kredit, ki ga je odplačala v 70 letih. Ni bilo zadeva tako mehna, ne. Ne, ni bila. Je bilo treba tudi kar sfinancirati to zadevo. Dajte saj še to mi povedati. Jazbinškov zakon je zdaj nekakšna vaša zapuščina, če lahko temu tako rečem. A ste zadovoljni s tem? Z mojim zakonom sem popolnoma zadovoljen. Nisem pa zadovoljen s tem, kako ga eni interpretirajo. Jazbinškov zakon dosti ni problem. Ko pride Jazbinškov zakona, je del v tem, ali se ga lahko ponovi. To pomeni, Anton Rop pa je, da morajo še enkrat narediti. Je praktično najbližja. Anton Rop, da to pripameten, Jazbinški paketi bo to, kar ohranja domove ljudi. Edina varnost je ta, da je stanovanje tvoje. In končni cilj je seveda, da ima človek lastniško stanovanje, ker ne dej, da bi bil idealen najemnik vse življenje, ob spremembi sistemov takih ali pa drugačnih. Kaj veste, kaj je to? Zdaj, ko smo mi imeli pač treba menjavo sistema, ne, smo znotraj vlade imeli problem. A ne se pa vodovodu zasluži kaj kot profit. Zakaj? Ker je beseda profit skozi v glavah enih. Beseda non-profit je prišla v ustavo samo pri pitni vodi. V resnici bi moralo biti non-profit pri vsem javnem sektorju. Ja, ampak zdaj tukaj ljudje ne kupujejo v javnem sektorju oziroma ni teh družbenih stanovanj, ne. Zdaj ljudje kupujejo stanovanja na trgu, ko se... To ne razumete. Ne razumem tega. Je namenjeno stanovanje vsako leto, ne vem, 100 milijonov nekaj takega. Ja. Ta denar mora končati v privatnih stanovanjih. Ki so bila non-profit zgrajena in ne smejo biti upravljanja iz nekih sistemov, ki ne vejo, kaj je to non-profit.
vse javni denar, ki gre v kjerkoli sistem, mora ostati non-profit. To pomeni, da če vi v eni občini zgradite nova mestna stanovanja, moraš imeti možnost odkupiti tisto stanovanje, v katerem bivaš, ki se dobil kot službeno stanovanje v občinski strukturi, v javnem zavodu, v zdravstvu ali pa kjerkoli drugod. Vi morate razumeti, da je to sprememba sistema. Če bi vi prebrali Jazbinškov zakon, videli, da se gibanje zgodi skozi tako zvane non-profit organizacije. To se pravi, organizator v tej non-profit gradnji ne sme imeti profita. Jazbinškov zakon se porovi tako, da pojem, ki se mu reče, tisti, ki operira z javnimi sredstvi v namen stanovanjske gradnje, da se ta javna sredstva lahko privatizirajo od kupnini, ki vzdrži vzdrževanje. Tako da javna sredstva niso ogrožena, ne? V tej debati je nekaj zanimivega, da te besede neprofitno, ki je vsaj za pitno vodo ustavi. Beseda neprofitno bi morala biti za cel javni sektor. Potem bi se pa ta denar, ki ga država namenja, lahko uporabil, koliko se je uporabil leta 1948 za moj blok, da so ga naredili kot mestni blok, kjer not so bili uradniki, kjer not so bili sodniki za prekrške, kjer not so bili glasbeniki, kjer not so bili, govorim samo o mojem bloku. Ne bilo pa blokov veliko, bili so bili takrat na javnem denarju. Ker sprememba režimov dela težave tudi tistemu, ki je v novem režimu v oblast. Zato, ker ta neoliberalizem, ki je bil prisoten seveda že za Jazbinškovega zakona, vedno znova ven tolče. To je treba razumeti. Če tako prebral Jazbinškov zakon, boste vedeli, da je pobuda tudi na neprofitnih organizacijah. Novi Jazbinškov zakon se naredi tako, da se prepiše onega, ki si ga jaz napisal. Oziroma moji smernici. Evo, to je pa namig za vse tiste, ki se bojo s tem ukvarjali. Najlepša hvala, gospod Jazbinšek. Prav, hvala. Tako, slišali smo gospoda Jazbinška. Upam, da ni bilo preveč težko poslušati. Pomagali smo si pri čiščenju zvoka, tudi z umetno inteligenco, ustrezno skrčili pogovor na tisto najbolj relevantno, da se je ohranilo bistvo. Upam, da vam je bila zanimiva epizoda, zelo bomo veseli vaših komentarjev. Pišite nam na marja@money-how.si. In spremljajte MoneyHow, še naprej prihaja serija novih epizod Psihologija denarja. Tudi tukaj se bomo dotaknili kar takih zelo zanimivih točk, ki znajo mogoče sprožiti določene reakcije. Ko je govor o denarju, to vedno nekako izzove čustva pri posamezniku in ravno zaradi tega tudi organiziramo dogodek Psihologija denarja. 19. oktober, hala Tivoli, vabljeni, da se nam pridružite, mislim, da vam ne bo žal. In seveda poslušajte MoneyHow, ne bo vam žal. Lep pozdrav!